Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. Danes en odziv, zelo legitimen odziv, potem ena tema in na koncu še eno vprašanje. Odziv in vprašanje sem dobil, ne boste verjeli, kje v obrazcu vprašajo Anžeta. Sklicajem. Ne, res iskreno hvala, ker dajete tja vprašanja in te odzive. Res mi veliko pomeni, dan se bom malo manj norca delal, ker vedno to omenjam, ampak če ne omenim, potem jih ne bi dobil. Tako da še enkrat hvala in obrazec je v zapiskih. Zdaj pa prvi odziv. Kot sem rekel, zelo legitimen odziv, ker sem jaz v zadnji epizodi nekaj pozabil pri enem vprašanju, na kar je tudi že nekdo v Discordu opozoril, potem je pa še Marko pisal: Živjo, Anže, klicaj! V zadnji oddaji ste obdelovali vprašanje Ethernet priklop za prenosnike. Mislim, da si lahko dovolim malo konstruktivne kritike. Lahko, Marko. Vprašanje je bilo iztočnica za predavanje o zmanjševanju prenosnikov, a poslušalec je na koncu stal brez odgovora na svoje vprašanje. Strokovno povedano, cenim to šalo, bil je žejen pripeljan preko vode in potem smajli. Res je, Marko, res sem pozabil. Tudi ko sem montiral, sem to že videl, ampak me je glas me je že malo izdal in potem nisem mogel iti še dosneti tega. Tako da je pa potem Marko napisal: za prenosnike obstaja cel kup USB pretvornikov in centrov. Ne najdem boljšega prevoda za hub, načeloma vozlišče, čeprav se mi kar center tudi dopade, ki omogočajo Ethernet in še marsikaj drugega, dodatne USB vtičnice, video izhode, vtičnice za SD kartice, za take prenosnike. To je res, Marko, jaz sem to tudi hotel povedati, ampak nisem, tako da hvala za ta odziv. Potem pa dal Marko še 6 povezav na različne te adapterje in veste, kaj sem naredil? Dal sem jih v zapiske. Če koga zanima, so tam tudi adapterji. USB Ethernet, če kdo ima prenosnik brez Ethernet vhoda in bi ga rad imel. Tisto, kar bi jaz samo dodal, je, in tukaj se je Marko tega kar držal, kupujte znamke, ki jih poznate. Tudi na tem področju je veliko poceni, anonimne robe, ki potem dela ali pa ne dela. Če pa gre za produkt neke znamke, za katero ste že slišali, je pa kar velika verjetnost, da bo zadeva čisto ok, delala. Ok, to je bil prvi odziv, še enkrat hvala, Marko. Zdaj pa na temo, ki je načeloma kar kompleksna. Jaz bom, se pravi, vse skupaj nekako zgladil te ostre robove. Predvsem pa ne bom tako dolg, ker je načeloma veliko zapovedal, ampak se bom nekako držal tistih najbolj ključnih reči, ker bo govora o Intelu. Intel je to podjetje, o katerem sem že govoril v tem podcastu, ki je pa zdaj res v težavah. In ko rečem v težavah, ja, zdaj je že kar panika. No? To bi si skoraj da upal reči, bom povedal tudi zakaj. Zdaj, najprej malo zgodovine Intela, ki je v bistvu začel nekako svoj pohod na vrh, dejansko na vrh, že v koncu 80-ih oziroma saj na začetku 90-ih. To je tisto podjetje, ki je delalo, 486 procesorje, in oni so tudi tisti, ki so potem nekako pisali to arhitekturo procesorjev, o katerih sem že govoril v tem podcastu, ko sem govoril, da zdaj je pa ARM tista arhitektura, ki je nekako prevladuje, ki je začela svojo pot v telefonih, do tega še pridemo, in potem šla v prenosnike. No, Intel je pa tisti, ki je pisal arhitekturo x86, zato je bilo potem procesor ime 486. In oni so imeli, zdaj zelo posplošujem, ampak recimo v 90-ih in pa kar lep čas v 2000-ih najboljše procesorske enote. Seveda so tudi oni kakšen procesor dali ven, ki ni bil glih tako dober, kot bi lahko bil, ampak so potem hitro popravili reči in so dejansko kar več kot praktično 20 leti nekako bili vodilno podjetje v proizvodnji in oblikovanju procesorjev. In to je tudi zelo ključno pri njihovem uspehu. Oni so bili v bistvu praktično edino podjetje, ki je tako dejansko izdelovalo procesorje, kot jih tudi načrtovalo, risalo in vse ostalo. Oni so bili potem nekdo, ki bi hodil na ekonomsko fakulteto, bi temu rekel vertikalna integracija podjetja, kjer počnejo vse, ker večina ostalih, bom rekel, proizvajalcev v narekovajih procesorjev nekako samo naredi načrte za procesor, potem jih pa nekdo drug proizvede za njih. AMD je pred dokaj kratkim tudi sam proizvajal procesorje, ampak če ne vzamemo ravno njih, kot primer, Apple je recimo, ko je šel na te svoje v narekovajih procesorje, to pomeni samo, da so oni prevzeli ARM arhitekturo, ki jo sicer dela eno drugo podjetje, ki se mu reče ARM, potem pa oni oblikujejo svoj čip, dajo ga pa delati podjetju TSMC, do tega še pridemo. TSMC pa potem dejansko proizvaja
te procesorje. Intel je bil pa tako narejen, da so oni celo to verigo imeli. Dejansko so razvijali in arhitekturo, potem so oblikovali čipe in potem še proizvajali svoje čipe. In zelo dolgo so bili leta pred vso konkurenco, kar se te proizvodnje tiče. In iz tega so nekako potem tudi črpali to svojo moč in pa dominanco na trgu. Tako dolgo so to prednost zadrževali, pa dejansko zaradi te vertikalne integracije, ker če ti svoje čipe proizvajaš, ne plačuješ nekomu drugemu, da jih proizvaja, ker seveda je tam neka marža, ne? Tisto podjetje mora zaslužiti in so potem ves denar, ki je ostajal, no ne ves denar, ampak veliko denarja je ostalo potem za razvoj in so tako nekako prehitevali konkurenco. Na začetku sem rekel pa, da je Intel v težavah. Zakaj? Zato, ker so praktično zamudili čisto vse pomembne prelomnice, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih ali pa 15 letih, odvisno koga se vpraša, ki so se zgodile na področju procesorskih enot. Začelo se je s telefoni. To sem jaz že omenil, ampak bom sam na hitro povedal. Ko so prišli telefoni, celo Apple je takrat pristopil do Intela in jim rekel, mi pa delamo telefona, bi vi naredili čip za nas. In je Intel rekel, nas to ne zanima, mi delamo x86, tam služimo take denarje, da je noro, nas to ne zanima in zato je potem Apple šel drugam. Tisto, kar je zelo pomembno, je pa to, da se je Apple odločil za čipe na podlagi arhitekture ARM. O tem sem že govoril. Zakaj? Zato, ker so bolj varčni, kar pri nekako navadnih računalnikih, bom rekel namiznih računalnikih, je popolnoma nepomembno, ker so priklopljeni v elektriko. Ne? Ko pa je v igri baterija, je pa ta varčnost zelo, zelo, zelo pomembna, sploh pa, ko gre za tako majhno baterijo, kot je tista v telefonu. Zato se je Apple odločil za ARM, potem so se za to odločali tudi androidni proizvajalci. Intel je takrat si rekel, ne, bomo mi naredili na podlagi arhitekture x86 procesore, ki bojo za te mobilne telefone oziroma pametne telefone. To so bili procesori Atom, jaz sem celo par telefonov s tem procesorjem imel, ampak so bili dejansko prepočasni. Tisto, kar je pa bolj važno, kar sem tudi že omenil kdaj, je pa to, da so, ko enkrat ARM začne dobivati na hitrosti, na pomembnosti, se za ARM začnejo pisati operacijski sistemi, aplikacije in vse ostalo. In te seveda potem niso kompatibilne z x86 procesorji in tako je ta vlak nekako odpeljal in Intel ni imel nikakršne možnosti dohiteti oziroma prehiteti ARM-a oziroma procesorjev na podlagi arhitekture ARM. Pa tukaj ne pozabiti, da telefoni, zares pametni telefoni so se začeli nekako leta 2006, 2007, to zdaj je res že kar konkretno obdobje, kjer Intela praktično ni. Ne praktično, jih ni, no. Ni telefonov, ki bi imeli njihove čipe. Vse gre za Qualcommove Snapdragone na Androidni strani oziroma za Samsungove čipe tudi ali pa recimo za čipe Apple, ki so njihovi. Praktično pa vse te čipe dela TSMC, že spet to podjetje, do njega res še pridemo. Intel pa je tukaj naredil še eno napako v tem obdobju. Oni so dejansko imeli kar delež v podjetju ARM, ampak so rekli, mi bomo kar pri x86 ostali, bomo že rešili te težave in so prodali tisti delež, kar je noro, zdaj ko se človek nazaj gleda, res nora odločitev, ne? Ampak so tako verjeli v x86 in v njihove sposobnosti, da so mislili, da bodo nekako zvozili, pa zdaj vemo, da res nekako niso. Pa tudi to ni edina reč, ki so jo naredili narobe. Oni so na začetku vlagali v eno tehnologijo, ki jo bom zdaj tako posplošil, tisti, ki več veste od mene, vem, da bom kakšno neumnost rekel, prosim, ne mi zameriti, ampak je načeloma kar komplicirano za razložiti, tako da bom res tukaj bom pa res gledil robove. Obstaja ena tehnologija, ki se reče EUV, ki je neka ultravijolična litografija za ustvarjanje procesorjev, za izdelavo procesorjev. Intel je v to tehnologijo sicer ful vlagal, potem so se pa spet odločili, nas to ne zanima, ker vi jo uporabljate in ko rečem vi, potem so te stroje kupili od tega podjetja na Nizozemskem, ASML so kupili Samsung, še kdo, no, ampak Samsung in pa TSMC in so jih potem tudi posledično prehiteli. Ker kar se je pa še potem začelo dogajati, zakaj Intel res tudi je v težavah, tudi pri x86 so začeli zaostajati. Najprej jih je tudi prehitel AMD, v bistvu jih še zdaj pri x86 procesorjih, predvsem so pa zgubili tisto prednost, ki so jo prej res imeli par let pri teh procesih ustvarjanja oziroma izdelovanja procesorjev. Tukaj bom zdaj zelo na hitro rekel, gre samo za to, da nekako pomanjšaš tranzistorje in ker si jih pomanjšaš, jih je lahko več in ker jih je lahko več, je potem računska moč močnejša. Moorovega zakona ne bom razlagal. Tisto, kar je tukaj treba vedeti, je, da je Intel dejansko začel padati za konkurenco. In tukaj predvsem prednjači TSMC. TSMC je pa podjetje, ki je, in to namiguje prva črka v imenu tega podjetja, v Tajvanu.
Tajvan je pa otok poleg Kitajske, ki je načeloma neodvisen, vendar Kitajska nekako ne skriva želja, da bi Tajvan postal del Kitajske. Zdaj, mednarodnih odnosov res ne bom tukaj razlagal, ampak tukaj gre za veliko več kot samo za te čipe. Tukaj zdaj lahko potegnemo noter še zgodbo, ki sem jo večkrat omenil v tem podcastu, ko je recimo Huawei izgubil dostop do zahodne tehnologije, tudi do čipov, najnovejših čipov ARM, do 5G modem in vsega ostalega, ker gre za kar konkretno. Zdaj, vojna je mogoče močna beseda, čeprav najbrž sploh ne več, ampak zelo močen boj med velesilami, tukaj govorim predvsem o Kitajski in pa ZDA, kdo bo delal najboljše, najbolj napredne čipe. In ko rečem delal, predvsem mislim proizvajal. Ker tisto, kar je treba vedeti, tiste stroje, ki te čipe proizvajajo, še vedno delajo recimo na Nizozemskem. Zdaj, kako je tam struktura lastniška, je dokaj nepomembno. Oblikujejo, se pravi, načrte za čipe, kako bo čip izgledal, kaj bo na čipu, kje bo pomnilnik, kje bojo tranzistorji, kakšne bojo povezave med njimi. Vse to se več ali manj najboljše, tisto, kar je, dela na Zahodu, predvsem seveda v ZDA. ARM je na nek način britansko podjetje, malo ameriško, bilo je v lasti japonskega sklada, to zdaj že spet ne bom razlagal. Tisto, kar je bolj pomembno, je to, da gre nekako za zahodno znanje v narekovajih. Zdaj, tukaj se jaz ne grem nekega, ne vem, Evropo ali pa zahodno-centričnega pogleda na svet. To razlagam predvsem zato, da se bo pokazalo, zakaj je zdaj Intel nekako še v večjih težavah, kot bi lahko bil. Zdaj, če se vrnemo nazaj k Intelu, kje smo zdaj, TSMC jih je prehitel, še kdo drug, ARM je posod, tu celo Microsoft je obupal nekako nad Intelom in v svoje procesorje letos, o tem sem govoril, dal ARM procesorje podjetja Qualcomm, kar je noro, če vprašaš kogarkoli, ki je živel skozi tako imenovano Intel obdobje, kjer si imel računalnike in prenosnike z okni, noter so bili pa Intelovi procesorji. Tako je pač bilo, to je bilo 90 ali pa še več odstotkov trga, tako je bilo življenje, še Microsoft nekako obupal nad Intelovi procesorji za svoje naprave. Na ves ta ogenj pa olje ali kako, benzin, gorivo, priliva še dejstvo, da smo zdaj v tej neki dobi v narekovajih umetne inteligence, ki potrebuje procesorsko moč. Ta procesorska moč pa zaradi, gremo reči, tehničnih razlogov je v procesorjih na podlagi arhitekture ARM, kjer je pa, kot smo že rekli, Intel praktično neobstoječ, zato tudi govorimo zdaj o Nvidii, podjetju, ki je prej delalo samo grafične kartice, kot o enem najbolj vrednih podjetij na svetu, ker vsi potrebujejo te čipe, oni jih pa pač znajo delati. Intel tudi tukaj enostavno ni zraven. In pri Intelu so to nekako vedeli in so poklicali nazaj enega inženirja, to je Pat Gelsinger, ki je bil praktično celo življenje v Intelu, šel je leta 2009, zdaj pa prišel nazaj in je rekel, jaz bom v 5 letih vse to obrnil naokoli in bomo mi, govorim kot Intel, mi bomo že spet prišli v vodstvo, prehiteli bomo TSMC in pejmo se tole. Zdaj, njegovega načrta ne bom razlagal, šel je načeloma kar ok, bilo je par spotikov na tej poti, tisto, kar je pa najbolj ključno, je pa, da se je nadzorni odbor, to je pa v teh tednih odločil, da bo Peta Gelsingerja odpustil. Uradno se je on upokojil, ampak potem je seveda vam prišlo, da niso zadovoljni s potekom poslovanja in vsega ostalega in je človek pač moral iti, tako na hitro je šel, da sploh nimajo še naslednika. In zato si jaz kar upam reči, da je Intel v resnih, ampak res resnih težavah. V tem obdobju, teh zadnjih 4-5 letih, je pa Intel vzel tudi kar nekaj milijard dolarjev denarja od ameriške države, ker ameriška država se zaveda, to, kar sem pregovoril, da ne smejo prepustiti proizvodnje čipov samo enemu podjetju, to je TSMC, oziroma najboljših čipov, TSMC-ju, ki je pač v Tajvanu, ker se tam kar hitro srečata ZDA in Kitajska. Zato so dali dejansko državno pomoč Intelu, da se postavi na noge, da začne delati tovarne v ZDA. To tudi TSMC počne, ker tudi TSMC ve, da mora kaj proizvajati tudi na zahodu, če hoče imeti mir, ampak dejansko so vse te tovarne, tako Intelove kot TSMC-jeve, delajo procesorje po metodah, ki so že 2-3 leta stare, najboljše reči se pa še vedno delajo v Tajvanu. In ker je Intel vzel od ameriške države denar, zdaj ne more recimo razbiti samega sebe, ker to ne bi bilo v načrtih nadzornega odbora, da bi nekako ohranili ta del, ki nekako oblikuje čipe, proizvodni del bi pa dali
v ločeno podjetje, ki samim Intelom ne bi imel več nič. To je med drugim naredil AMD. AMD zdaj samo še oblikuje čipe, proizvaja jih pa Global Foundry, se reče podjetju, ki je včasih bil del podjetja AMD. Kjer se seveda to zakomplicira za Intel je, ker je vzel denar od ameriške države, zdaj ima ameriška država pravico reči, ne, vi se ne boste ločevali, mi smo vam dali denar za to, da se bojo najboljši čipi delali v ZDA, da ne izgubimo te proizvodnje Kitajski oziroma Tajvanu, kar posledično pomeni Kitajski. Zdaj samo za nek tako riž, čeprav so v tem podcastu zelo nerad govorim o delnicah in vrednostih podjetij, ker me to ne zanima, ampak samo nek tak občutek, kje je Intel včasih bil in pa kje se je zdaj znašel. Ne. Če podjetja zgledamo skozi prizmo vrednosti na trgu, je TSMC, ki proizvaja tako Appleove čipe, kot recimo čipe Nvidie, na 9. mestu. Se pravi, TSMC je na 9. mestu, če gledamo podjetja skozi prizmo, koliko so vredna na trgu. Apple in Nvidia sta recimo itak med prvimi 3, 4. In v tej družbi je včasih dejansko bil tudi Intel, no, zdaj samo za nekako bolj plastičen prikaz. Intel je trenutno na 180. mestu in nekako na poti, da pade iz prvih 200. Zdaj treba je vedeti, da Intel načeloma še vedno ima kar nekaj profita, tudi odpuščali so na veliko. Ne gre za to, da bo zdaj to podjetje kar ugasnilo in izginilo, ampak ja, so pa res v resnih težavah. Mislim, da tam vlada zdaj trenutno kar panika po vsemu, kar sem prebral. V zapiske sem dal še en video od TechAltarja, to je en človek, ki v Berlinu živi, mislim, da je Madžar, na YouTube dela super videe, je naredil nek ta pregled, je šel še v kakšno podrobnost, o katero jaz nisem šel, predvsem pa on takrat še ni vedel, da bojo Peta Gelsingerja odpustili, no. Pa dal sem še povezavo do Johna Gruberja, ki je nekako napisal tudi malo zgodovinskega pregleda Intla. No. Sam tako, da veste, da ko jaz govorim tukaj veste, zdaj so pa ARM procesori v prenosnikih in v računalnikih, da je to nek trend, ki se očitno bo nadaljeval. Intel je sicer zadnji procesori, o tem sem tudi že govoril, kar nekako dohitel ARM in je to vse super, ampak so res toliko reči zamudili, predvsem se pa pozna v zadnjem času, da jih ni zraven pri tej, v narekovajih, umetni inteligenci, ker več vsi uporabljajo čipe od Nvidie, to so čipi na arhitekturi ARM, ki jih potem dela TSMC, stoja Amerika nervozna in so se res znašli v takem čudnem položaju. Zdaj pa, če ste približno toliko stari kot sem jaz, oziroma ste mogoče malo starejši ali pa malo mlajši, se spomnite, da je Intel bil nekako podvsem samoumeven, to pa zdaj res ni več, oziroma kot jaz rad rečem in gre potem nekaterim na živce, res ni več. To je bila tema, upam, da ste kaj novega zvedeli, še enkrat vsi, ki veste več od mene pri procesorjih, marsikaj sem za nalaž spustil, ker bi šel v že zajčje luknje, iz katerih ne bi zlezli, ampak nekako tako, da veste, kaj se dogaja, pa zakaj mogoče ni več samoumevno, da mora biti na prenosniku tista Intel nalepka. Zdaj gremo pa še na vprašanje, ki je sicer toliko široko, da absolutno nimam odgovora na to, bom naprej povedal, bom samo povedal, v katero smer mogoče iti, tako da ne mi zameriti. Živjo Anže, klicaj! In potem še napisano s klicajem smiley. Spoštujem, Urška je to napisala. Najprej naj pohvalim tvoj podcast s klicajem. Sem kar precej velik tehnološki teleban v narekovajih in s pomočjo tvoje oddaje dobim veliko zanimivih informacij. Hvala, Urška. Zdaj pa k vprašanju. Sedaj pa moje vprašanje. Opažam, da na telefonu preživim čisto preveč časa. Ja. Dobrodošli v klubu. Ali obstaja kakšna kvalitetna aplikacija za omejevanje porabljenega časa oziroma kako zmanjšati uporabo? Samokontrola očitno ne pride v poštev, že preizkušeno. Je kakšna od aplikacij brezplačna? Poskusila sem Minimalist Phone, pa sem ga izklopila. Zakaj, ko nimaš v meniju slikic, pravi ikon vseh aplikacij, jih je težko najti. V Minimalistu imaš namreč samo abecedni seznam, aplikacije niso vedno logično poimenovane in težko je hitro nekaj najti. Ja, se strinjam, je dala en primer enega trgovstva slovenskega, ki ima res najslabši ime svoje mobilne aplikacije, ne bom ga omenil, ampak gremo reči, da se na M začne, mogoče ga. Prav tako mi nista delala, 2 menija. Ja. V telefonu imam sicer 2 SIM kartice in 2 menija, se pravi privatni službe, to je že te službeni in privat telefoni v enem so ponovali težava, to iz lažnih izkušenj govorim. Hvala in lepe praznike, Urška. Jaz v posebne aplikacije,
ki bi zmanjšali uporabo, res ne bom šel. Jaz verjamem, da ima vsak svojo izkušnjo. Tudi razumem ta moment, ko samo kontrola ne pomaga več. Tisto, kar pa bi omenil, je pa, da imata tako Android kot iOS svoj v sistem, to je v operacijskem sistemu, neke sisteme, kjer si lahko omejiš uporabo aplikacij. To rečem predvsem zato, ker tako kot je Urška napisala, to seveda predvsem na Androidu velja, ker lahko zaganjalnik ta launcher popolnoma zamenja, so ne uporablja ta minimalist launcher. Se zadeve včasih tako predrugačijo, da res nekako zgubiš stik z samim telefonom. Jaz sem tudi te reči poizkušal, potem na dolgi rok res nekako ne gre, no, saj meni ne, tukaj gre res za zelo osebno izkušnjo in velja za vsakega posebej. Se pa seveda tega zavedata tudi Google in Apple in imata neke sisteme, niso popolni. Tisto, kar pa povzročijo, je pa to, da pač uporabniški vmesnik, ne, tako kot je Urška rekla, tudi slikice oziroma ikone aplikacije ostanejo enake in vse ostalo se pa potem omejijo. Jaz sem dal v zapiske povezavo na Googlovo in Appleovo stran, kje se lahko to naredi, tako da Urška, mogoče se s tem poigraj, to tudi kakšnemu drugemu priporočam. Še enkrat, niso popolne, lahko pa nekako omejiš aplikacije in vse ostalo, se boste videli, kaj vse omogoča. Ampak ja, preveč smo na telefonih. Dajmo biti malo manj na telefonih. Je rekel človek, ki bo zdaj povedal, da obstajam na Blue Skyju in na Instagramu. Tam me najdete kot Anzeta, posledite me, včasih tudi kakšno tehnološko objavim, bom zelo hvaležen. Hvala vsem, ki poslušate, predvsem hvala vsem, ki komu ta podcast tudi priporočate. Zdaj sem pa že absolutno predolg. Res hvala, ki ste poslušali. To je to. In skoraj je pozabil reči obrazec, vprašan Žeta je tudi v zapiskih, s klicajem. In pa povezava do Discorda, tudi tja pridite. To je to, zdaj pa res grem. Hvala, da poslušate.